pogledali vozle. Kakšne vozle poznate? Je kdo gasilc? Zavezane. Nisem bil včasih. Si bil včasih? Jaz sem tudi bil včasih. Joj, kak si že reče? Osmica. Kalski? Dvojna osmica. Osmica. Opletena osmica se reče. Ne, gasilci imate. Kdo je bil gasilc? Jaz sem bil gasilc. No, kjere vozle ste imeli? 3 ste imeli. Kalski, Kalski. Jamborski, Jamborski. Pa še... Tesarski. Jaz sem še za enega slišal. Imam en tak dnevnik in jaz se spomnim tudi nekaj piše ambulantni. Ja, to je Kalski. Aha, okej. Tako je. Ambulantni je klasičen vozel. Osmica. Ni osmica. Osmica bom pokazal vse. To je opletena. Kaj? Pletena osmica. Ja. Ne, to je bil ambulantni vozel, zavezan z Kaj pa varovalko. najlons? Kako? Najlonski. Bom pokazal vse. Se pravi, gremo po vrsti. Najprej je moški vozel ali ambulantni vozel. Ja? Ali moški vozel. Tako. Samo moški konec. Kako? Ne, ker imamo moški pa ženski. Moški drži, ženski žal ne drži. Bom pokazal oba. Se pravi, ko delamo moškega, damo desno preko leve, a ne? Tako obrnil, da ste vsi videli. Desno preko leve, noter pa ven. In levo preko desne, noter pa ven. In dobimo... Ni to osmica, še enkrat povem. Ambulantni vozel oziroma moški oziroma Ja, kalski. Ker z njim lahko pletemo tudi ribiške mreže. Poznate? Ste videli, kako so spletene ribiške mreže? Kakšne vozle imajo? Si predstavljate tle te kvadratke take? A ne? Ko je vmes pa zvezano mreža. Sicer s tanjših vrvic, ampak ja, s takim vozlom. Ker lahko tkemo, ne? Ok? Se pravi, ta vozel je zelo ploščat. In s takim vozlom so med drugo vojno ranencem povezovali rane z rutami. Da niso rezali teh rut, da niso delali takih čudnih vozlov, so delali ta vozel vsi medicinci sploh, a ne? Zato, ker ko so ranence pripeljali v bolnišnico, so samo tole naredili. Prav, samo stisnili so skupaj in se je vozel razvezal. Niso rabili nič rezati, ker so morali šparati z materialom. Ja? Spravi, ko je zategnen ta vozel, drži 100 na uro. Ful. Zelo enostavno se ga pa tudi, a vidite, lahko ga zategnemo, kakor gre, a ne? Res sem ga zategnil, kakor sem ga lahko in z dvema prstkoma, lejte, ga razrahljam. Ok? Torej, vsak dober vozel je tisti, ki se hitro zaveže in hitro kaj? Razveže, drži. Ampak da tudi močno drži. Seveda, to je pravilen vozel. Zdaj bom pokazal pa ženski vozel. Ja? Gre pa obratno, se pravi, damo desno, oziroma desno preko leve lahko in potem še enkrat desna preko leve. Namesto leve preko desne damo tega sem, a ne? Da potem pride tako. Čist drugačen vozel pride, ja? In če to potegnemo narazen, Razpade. ja. Zakaj se pa ne Zakaj pa ta ženski pa ne bi? Nisem se jaz tega zmislil. Ženski vozel je zato, da veste, da ni moški. Ne? Ker je drugačne oblike. Moški mora imeti po svojo značilno obliko. To. Ja? Se vidi? Se boste pa še sami poskušali, absolutno. Skratka, ženski, oziroma jaz sem si tako zapomnil, ko vežem vozle, nima veze, kjera gre preko kjere. Tista, ki gre pol, ko naredim ta prvi začetni vozel, ki gre proti meni, ta vrvica, gre preko te, not pa ven in dobimo spet ambulantni vozel. Prav? Prav, čisto vseeno, ali damo to čez, a ne, zdaj gre ta, v tem primeru gre ta proti meni, a vidimo, ta pa stran od mene. Jo dam preko te druge, zategnem in dobim spet ambulantni vozel. oziroma moški. Moški ali tkalski. Ja?
Kakšno vprašanje? Ali ta vozel deluje, torej moški, kadar imamo dve različne debeline vrvi? Kaj rečete? Ja. Ne. Ja? Bomo poskusili. Spravi. Ta gre zdaj proti meni, gre preko te nog pa ven, zategnemo. Spustim in ne gre. Ena manjša pogreta čez luk do roga. Tako je. Tudi prožna tistega več to. Torej, ko spajate dve debeline različnih, torej dve različne debeline vrvi, kakšne vozle uporabljamo? Za en drug. A je kdo ribič? A veste, da pri ribištvu imate iz debelega laksa na čezdalje bolj tanek laks, a ne? Prav, če riba ki utrga, da ti ne trga celega laksa, ampak samo en del laksa. Veste to? Prav, do enega karabinčka, kjer se ta drug preostali del vrti lahko prosto, a ne? Je debel laks, poj pa karabin vmes, pa tanek laks za ribolov. A pa če za kama zapneš, a ne? Da se ti sam ta del kratek strga, ne cel un, a ne? Ok? In obstaja en vozel, ki se imenuje ribiški vozel. Poznate? Se pravi, kadar spajamo dve različne debeline vrvi, uporabljamo najboljše ribiški vozel. Damo pa takole, se pravi vrvice eno zraven druge. Najprej začnemo s tem delom, zelenim, gremo enkrat okrog prsta, več mesa, pravi, enkrat, dvakrat okrog prsta. To je dvojni ribiški, drugače gremo lahko samo enkrat, pa je dovolj. Vzamemo prst ven, kamera prst kazal, taknemo noter vrv in zategnemo. Ja? Aha, vedno to debelejša. Recimo, čisto vseeno, tako se mi je zdaj postavljal, lahko bi pa to s to začeli, potem pa to obrnemo in zdaj naredimo to enako s tem delom. Se pravi, gremo nazaj proti roki, zavijemo enkrat, dvakrat, vzamem prst ven iz luknjice in kamera je kazal prst, vtaknem ta konček vrvi, napeljem čez in zategnem. Ok? In potem, ko to potegnemo, poleg bomo še združili skupaj. Ko to potegnemo, to ne gre nikamor. Strinjate? Ja, ko pa daš v drugo smer, okrog. Katero z drugo smer? Če pa zdaj vzameš ta mali konček, pa potegneš, bi rabilo iti ven. Ja, tako je. Ko potegnemo pa tole, pa zdaj sicer ne gre, ker je precej trenja, ker je ta bolj groba kot ta tanjša. Ampak ja, se da zelo hitro razvezati tudi tak vozel. Se pravi, samo potisnete tale debel konček nazaj, se odveže prvi del, a ne? In potem samo še tegale cuknete ven. To malo bolj zategnem, te moje debele hrenovke. Evo ga. Se pravi, se tudi zelo hitro lahko razrahla relativno, a ne? Meni najljubši vozel je pa, za ribičijo govorim, Albright vozel. Vozel Albright ali pa Albright knot. Kako ga naredim? Najprej vzamem debelo vrvico, naredim tako zanko, pridem z ta tanko vrvico čez tole zankico gor, potegnem proti sebi in potem v roki tukaj držim, koliko vrvi? 3 mora biti, ja? Potem s tem delom, ko sem prišel nazaj, 5krat ovijem proti zanki, proti koncu. Enkrat, dvakrat, 3krat, 4krat, 5krat. Potem dam pa ta konček tlele noter v tole zanko in to zanko potegnem tako, da se mi to zaklene. Potem, ko dobim tole, potegnem še tole vrvico, skratka, in ko zašponamo, potegnemo, tukaj se lepo nastavimo, potegnemo obe vrvici, a ne? In tukaj obe vrvici, da se to napne. Kaj dobimo? Dobimo popolnoma ravno vrvico, če si predstavljate, iz debele
gre direkt naravnost v Tanko. tanko. A gre? Čist naravnost. Kar nas moti je so ti delčki, a ne, katere odrežemo stran, a ne? Pri ribičiji govorim. Ok? Spravi, ta vozu ne bo razpadel, ni šans. Lahko so ne vem kakšni valovi, lahko ne vem kaj dela s to vrvico, ta vozu ne razpade. Ok? Zelo enostavno ga je potem tudi razdreti. Wow. Ste videli? Ja. Prav, hitro ga zavežemo, hitro ga razvežemo. Dobro? Jaz imam eno... Peta video v senčko, prosim, vaju. Bi bil na soncu? Ne, ne, več se rešil. Ja, izvoli. Ja, nekam v senco, prosim. Jaz sem si pozabila, kako se slovensko reče, bove, če veste kaj so, ko so na ladji, ko so ob strani Boje. Boje. boje, Boje. ko so na strani, ne? Ja. Tisto je obstaja neki, ko smo šli na jadrnico, en tak, ko se zaveže, da te gor drži, ko sem se učila, ko sem šla, pa sem ga zdi pozabila, kako se naredi. Pašnjak. Pašnjak, se mi zdi, da se tako reče. A ni paš. Pašnjak. Pašman je otok. A ja. Kako pa gre pašnjak? Znate? Pozabila. Se pravi, če gremo Ja. okrog ograje, vtaknemo noter takole. Se pravi, zajček pride iz luknjice, steče okrog drevesa in steče nazaj v luknjico. Ja? Ja. A, ti ta. Ja. In? Ja, to je ta, točno tak je. Pašnjak, zdaj, ko ne? sem delala. Temu rečemo tudi mrtvi vozu. Zakaj? Zaradi tega, ker če naredite si ta vozu, ko se rešujete, recimo če vam helikopter spusti v jezero ali pa v morje, samo vrv ali pa vaši prijatelji v neko brezno samo vrv, kdo mi vzdržal, kdo bo helikopter. Ja se boš malo, ti bo sam zdrsel. To bom pokazal, kaj narediš. Ko držiš najvišji tu gor visoko, kdo je najvišji tukaj? Rok, aj šel na višji. Pridi Ana, ti si še više malo. Ti boš pokazala helikopter, jaz sem pa kao v morju, ok? Kako se rešimo, ne? Ko nam nekdo, ali pa če smo v jami, kaj naredite? Se zavežeš okrog prsi. Okrog prsi, ne? Naredimo zankico, zajček pride iz jame, Jame ven. steče okrog drevesa in nazaj v luknjo in zategnemo. In to ne gre nikamor več. Ta vozel vas ne bo stisnil, vam ne bo stisnil prstnega koša, ker ne potuje po vrvi ne gor, ne dol. Če boste imeli tak plavajoč, premikajoč se vozu, vam bo stisnil prstni koš in vas bo zadušilo. Boste umrli. Ne boste mogli več vdahniti, ker vam bo prsa pljuča stisnila skupaj. Zato se tak voz uporablja. Pravi, in tudi če sem potem padem v nezavest, medtem ko me dvigujejo, ne bom padel dol iz te vrvi. Ker me prime tukaj lepo okrog rok, a ne, roke mi visijo dol in me potem helikopter, prosim, dvigne. In to se zna tle krčet. Dvigni me helikopter. Celo težo to nosa. Helikopter me po stran leče. Ne? Hvala helikopter. Hvala Ana za demonstracijo. A je bilo to smiselno? Torej, če se boste kakršenkoli drugi vozel naredili, lahko riskirate, da vas bo stisnil, medtem ko vas bo nekdo dvigoval in se boste lahko ali težko vdihali ali pa celo zadušili. Pa da ne rečem, padali dol. Če se razveže, ne? Kam nazaj? Ja, gor, če padeš v nezavest, če se nazaj zvrneš, pa dol. Ne moreš pasti iz tega vozla ven. Ja, če ti tukaj in pa če ti še tako Imaš ti glavo težjo. Ne morete padati dol iz tega, mislim, sigurno ne, no? Če ti je ventilator. Imaš tako čez roke, veš? Ti za Čez- takrat lepo čez roke, pazduhe. a ne, in ko ste vi nezavestni, imate roke itak dol načeloma, ne? Ne grejo kosti, ker ne more iti do nemoglosti gor. Do ene mere grejo lahko, več pa ne. Sprav takole vas bojo pač dvignili, ne? Ko vas bo tle dvignili, pa tle dvignili. Drži? Ja. Boste tako, ne? Ampak, ko
sem rekel, ste lahko tudi nezavestni, oziroma takoj lahko padete v nezavest, ker naredite ta vozel, ne? Ste že rešeni. Ok? Se klecam ali je pa res? A je vseeno, kjer smer narediš zanko? Ne. Vedno je moraš narediti tako. Aha, navzven. Ja. Stran od sebe? Ja. Ok. Tako, da je ta nadaljevanje oziroma konc vrvi pride zgorej. Ja. Še enkrat pokažem. Zajček pride čez luknjo, steče okrog drevesa, da gore je helikopter, ne? In tako, in zategnemo. Okay? Nič hudega, če narediš prevelik krog, še vedno te bo držalo, ja? Kaj če si brez rok? Vse Točno situacije. Točno tako, kolega. Ja, kaj pa če ti odmrejo roke? Potem ste pa blub. Ko te dvigujejo. Ja, ta pa je ta za glavo. Te ne. Zasmijal, pa z nogami. Zagležen. Zagležen, ja. A pa stopiš noter, lahko stopiš noter. Ja, in bolj da zategnem, pa se že prevrneš. A ste slišali, zakaj se imenuje mrtvi vozel? Ravno zaradi tega, ker ne potuje po vrveh gor pa dol. Ostaje na mestu. Tako mrtev. Se ne premika ne levo, ne desno, pride lahko valovi, veter. Takrat, ko si skoraj mrtev. S tem vozlom vsi zavezujejo čolne, barke, jadrnice, ladje in vse ostalo. Kaj? Drugače. Ena bitva, ja, je tudi lahko zavezan, seveda, ampak osnova je pa pašnik, je tako? Se strinjaš? Kako smo se ga pa učili, kaj je rekel Darlen tudi, to je bilo septembra, tudi da se ne spomnim točno, ampak se mi zdi, da je rekel, da ne dobiš kosila, dokler ga 5-krat ne narediš. Meni pa moramo obratno. Dobro. Meni je šlo bolj. Ok. Bivši, jaz sem še stran. Jaz sem plezala. Jaz sem še stran. Jaz sem samo enkrat v življenju plezati. Jaz sem bil. Jaz tu pa dva. Pa pa pletem. Pa pa pletem. To je upletena, oziroma to bo zdaj upletena osmica. Osmico naredimo takole na vrvi, jo damo čez plezalni pas, a ne? Ja. In sledimo kako? Sledimo tej vrvi, ki gre od mene stran. Gremo ob njej, ja? Tako. Tako. Od spodaj. In tukaj ven. Ja? Bom povedal, ja? Pravi, to je zdaj upletena osmica. Sprav, zato se lahko komot obesimo, oziroma visimo z tega in to ne gre nikamor. Da je to varno, tukaj naredimo še kaj? O ja, še enega tega. Stopper not. Se pravi, vozu, ki potuje tako gor in dol. To je zato, da nam ne opleta, ja? Jaz sem že delal po dva. A? Jaz sem delal Upletena že osmica. po dva na Tudi po dva lahko delaš. Stoprno. Vse sem že Ja. delal, ampak zdaj ne odplezam več. Ta stopper not, če ga to zavežeš okrog sebe, ko te rešuje helikopter, te bo zadušil. Ja. Itak. Najboljše narediš miča. A je ta stopper not isti kot over finger not? Ja. Se mi je zdelo. Over finger pa kamere prst kažemo, ne? Daš pol konček, potegneš in smo rekli, potem potuje po tej osnovni vrvi, ne? Če zdaj ne visim, da ti ne opleta to vse okrog, ne? Dobro? Kakšno vprašanje? Ni. Je tam le vprašanje, le. Ja, izvoli. Lahko. Kažem. Ki z rdečo čelo imate? A? Ki z rdečo čelo imate? Čakaj se malo. In zdaj bo pa prav rekel, kar. Ko v prstu.
Koliko prstov vam kažem? Ne vem. Lahko prijete tudi bližje, pa zamahnete, pa to sam ne me udar. Sam ne me udar, prosim. Koliko je ura? 10 počepov. Se ne bomo videl. Vidimo pa mi. Haha. No, a ste probali? Koliko prstov vam kažem? Ne vem, ne vem. Alo, pingvin! A ste probali? A vidim kaj? Ste prepričani? A ste prepričani ali niste prepričani? Oh. A se boste prepričali ali se ne boste prepričali? Koliko prstov vam kažem? Ne vem, Ja, recite neko številko. ne vem. Ajde, preizkusimo. Ne vidim, no. Od 0 do 10. Ja ne morem kar ugibati. Kaj pa če za dan boste rekli, da pa vidim? Ne vem. Sam nekaj dajte. Vem, da tle en maha okrog mene, da tle en stoji. V eno papučah. Ja, pa rečemo. Slišim pa ja, seveda slišim. Halo? Od spod. Tle en, kdo je tle? Rvanje v kolo. Kaj ga slišim, a vidiš? Tle je zdaj za mano, glej. Tle je zdaj. Glej ga. Slišim ga. A lahko začnemo? Okay. Pazi, da vas ne mahne, Dajte se zdaj mečkano makant. da bomo vsi videli. Da vidimo, če bo. Kar Aurora, kar usedi se. Maj tam zadaj. Pojdi pit, ja. Dajte se usest, ker bo zdaj mahal z vrvjo. Da vas ne boš dolžno. Žan, Maj. Profi, ne, za kako. Daj nekaj, ko gre dela, no. Če vas bo zvrljal zgovno. Ti pa tudi, Žan. Tukaj je vrv poškodovana. A vidimo? Jaz to čutim. V redu. Vedno jo takole prevlečete in jo pretipate in očistite vseh nasnak, če so gor kakšne vejce, listi in tako naprej. Prav na eni točki vem, da je šipka, proti koncu gre, se pravi upam, da mi bo uspelo do tiste druge smreke pripeljati vrv, pa da bo mene zdržala. Ujela me je noč, moram postaviti bivak, ne vidim nič, nimam žgalic, nimam ničesar, da bi si, kaj, prižgal ogenj, ne? Je čista popolna tema, sred gozda me je ujelo, sem se recimo zgubil in moram narediti bivak, zato ker se približuje nevihta. Imam pa sabo recimo astrofolijo ali pa štorko po vrvu, pa vse, kar rabam in nož in vse. In se moram narediti šotor. Razen tega, kot sem rekel, a ne, kolega? Nimam vira ognja, vse ostalo imam, sem vira ognja, ne, oziroma vemo, da si lahko tudi z ognjem zakurimo ogenj, pa si s tem svetimo, a ne? Drži? Ok, pazite, ker maham okrog dreves, na ta način poiščete, a ne? A vidiš? Slišiš po zvoku, ki je drevo, priješ do drevesa, ga objameš, ga prosiš, če lahko navežeš vrv gor. Ne. Lahko. In potem naredimo začetni vozel. Tole je konec vrvi, to je nadaljevanje vrvi. Konec vrvi vedno pride spodaj ali zgorej pri začetnem vozlu. Ali tesarskem vozlu se tudi imenuje. Kje pridem, zgoraj ali spodaj? Zgoraj. Zgoraj. Zapomnite si, da konec vrvi, to je nadaljevanje, to je pa konec vrvi. Konec vrvi gre čez nadaljevanje vrvi zgorej. Tukaj, ja. Je res? Ja. In se potem ovija okrog samega sebe nazaj. V to smer. Enkrat, dvakrat, trikrat. Ja? Dobimo tukaj tako zanko. Ja. In ko to zategnem,
dobim vozu, na katerega se jaz lahko praktično obesim celo, ne? Ok, ste videli, da sem se obesil? Drži. Se pravi, ta vozel jaz lahko zelo hitro razvežem in ga tudi prestavljam gor in dol po drevesu. In ga spet zelo hitro kaj? Zategnem. Zdaj pa poiščem drug konc vrvi. Poiščem drugo drevo. Aurora, samo malček sedi dol, pa snemamo tlele. Prosim. Potegnemo vrv čez. Da se našpona, potegnem tle malo nazaj, zato da bom potem lažje naredil alpinsko zanko. Alpinska zanka je ene posebne vrste vozu, ki tudi ne potuje po vrvi gor in dol. Imenuje se tudi topovski vozu. Zakaj topovski? Tukaj mogoče pokažem celo. Da so ga sprežali na topu, pa so potegnili top sprejeli. Ni res. To se realno, tukaj se vrača. Tatnikarsko malo potegnili. Lej, naredimo zanko, gremo spodaj čez. Ne, med. No? Narobe ste naredili, ni več vozla. Aha, ok. Škoda, zakaj si povedal. Se bi čutil. Si bi slišal. Je videl. Škoda, da je. Zdaj pa je. Zdaj pa je. To damo takole čez rame. Recimo, da je na uni strani top, ali pa vaš kolega, ki je obtičal z avtom v jarku, a ne? In kaj? Lahko rineš. Vlečemo, ne? Ja. Koliko takih vozlov lahko naredim na vrvi? Samo enega? Dva? Več. Neomejeno, oziroma kolikor imamo vrvi. Lahko bi za vse nas naredil eno tako manjšo zankico, recimo, ne? Ali pa drevo lahko zdaj povedaš. Lahko naredim za vsakega takole zanko na eni vrvi in si primete to pol s čem? S prsti. Z roko, ne? Z roko pa vlečemo spet. Odvisno, kaj je za potegan. Zarubamo drevo. Recimo, ja? Ali pa drva zvlečete, ali pa ne vem, karkoli, ja? Lahko pravimo z drugo drevo. Ga ne bo. Ne. Ja, vsi. Ja, vsi. Kot smo rekli, se tudi vsak vozil kaj Hiter odveže. odveže. Dobro voziš, da hiter zaveže in odveže. Zdaj, nekje en meter pred drevesom, približno, no, naredimo tako zanko, alpinsko, se pravi, trikrat ovijete okrog roke, pridete spredi s drugo roko spodaj in zagrabite ta srednjo vrvico in je potegnete pod prvo, kakor rabite, zdaj rabim zelo malo, tokle, in date pod obema tema dvema vrvicama, ki ostaneta, od spodaj pa ven. To je to. Ja? In to smo rekli, potem po vrvi ne potuje nikamor, ne gor, ne dol ta vozel. Okay? Zdaj vtaknemo noter. Drug konc, ja. Pravi, konec vrvi. Nategnemo. Zdaj si nastavim spet višino, a ne, ki mi odgovarja, recimo nekaj tacga. In potem, ko vlečem vrv,
čez to zanko, kaj se zgodi? Kaj se? Zategne se. Zategne se. Katera? Ta vrv med drevesi. A tukaj je vrv poškodovana? Je, ne? Se vidi belo? Noter? Ne vidi se malo. bela. Ne vidi se bela. Ok. Da bo držala. Pravi, bolj ko zategujem, oziroma bolj kar s celo težo se lahko obesem na tole. In kaj se je zdaj zgodilo? Vrv, ne? Se je? Je? Je sponana? Lejte, zdaj samo z dvema prstoma držim vso napetost. A vidite? Ja. A vidite, kje držim? Ja. Jaz ne vidim. Vi bi morali videti, ja? Ja. Vidite? Samo z dvema prstoma držim vso napetost, nič se ni popustila, drži? Ja. S tem koncem vrvice naredim tako štirico. Štirica, je vidite? Ja. Tole je repak štirice, tale delček, tukaj. Ja. To je repak, to je Ja, pa vidim. buši, tale Vidim. štirice, ga Vidim. vidite? Ja. In zdaj grem z repkom okrog te vrvice čez trebušček pa ven in zategnem in zadeva rešena. Ja. A je kaj popustilo? Je kam šlo kaj? Ni. Tukaj rabim kaj? Tukaj rabim poiskati eno palčko. Ali pa celo, če boljše, kar samo vrv lahko noter damo, ne? Kaj rečete? A? Se lahko pokažem tudi drugače, ne? Se ne rabi biti vse. Ok. Tukaj damo tole noter. Malo. Ja. Kolikrat ste vi že to naredili z zaprtimi očmi? V vsakem taboru. Evo. Tako, in je vrv vsa potav, lepo na suhem recimo, a ne? In zdaj samo preverim, če to mene zdrži mojo težo. Ja. Wow. Ok, pošlo. Zdaj vam pa pokažem, kako plezamo po vrvi. Recimo, če morate iti čez reko, a ne? A pa čez potok širok, ali pa kaj takega. Kako to navežeš, če ne moreš priti čez reko? Navežeš tako, da mora se nekdo razkirati pa iti na drugo stran. Kako hodimo čez reko? Plavamo. Lahko Ne, ne plavate, plavaš. ja, če je mirna voda. Ja, če so pa brzice, pa pač visok dvigneš noge v reko. Visok dvigneš noge obe, a ne? A? Pa to odnese. Kaj pa te pol drži? Je še eno palco morate imeti, nujno. Medtem ko ste samo na dveh nogah, pa se lovite ravnoteže, je dobro imeti palco kot tretjo nogo, a ne? Ko to eno nogo dvigneš, imaš še zmer dve točki opore in nogo prestaviš, poiščeš ustrezen korak, s palco se pa držiš za ravnoteže, da te ne odnese, ne? Ja. Je res? Ja. In kako greš, če gre tako reka, a greš tako čez ali po toku dol, tako, malo po stran. Malo po stran je dobro iti, ne? Da vas ne odnaša vaš čas. In če že padete, če vas voda začne odnašati, kaj naredite? Spalce se pri... Kako prijete na breg? Obrača se. Kotali se. A ste se kdaj kotalili v vodi? Ja, zelo je zabavno. Ja, se premakneš, a ne? A se premakneš? Ja, ampak če je nizka voda... Če je nizka voda, ne rabiš pol tega delati model. Ja, Ostane se. Kakorkoli. V glavnem. Torej, nekoga navežete z pašnjakom oziroma z mrtlim vozlom okrog prsi. Tudi če ga odnesete, ga še vedno lahko zadržite, a ne? Ja. Na tej isti vrvi. Da ne bo šel nekam daleč. In ga rešimo lahko, ja? Če se mu kaj zgodi, če pade ali karkoli, ja? Če pa pride na drugo stran, pa naredi to, kar sem jaz naredil. In potem kaj vi naredite? Karabin, ruzak,
potegnete oziroma potisnete karabin. Veste, kaj je karabin? A? Ne veš, kaj je karabin? Daj mi pokaži karabin tam le. Tule, lej. To je karabin. To kovinsko. Ja? Dajmo karabin gor, ruzak in sami gor splezamo takole, da damo nogo čez. Gleženj oziroma stopalo mora ostati obvezno na levi strani vrvi. Ne, če dam desno nogo čez, mora stopalo ostati na, kaj sem rekel? Na desni strani oziroma na levi strani vrvi. A ne? Se stegnem gor in se uležete kar takole na vrv. In lahko počivate, če ste utrujeni. Vidimo? Ko hočem iti naprej, samo dvignem telo po vrvi in se premaknem naprej, stegnem roke, noge in se dvignem telo in grem naprej. Učitelj, bomo lahko tudi mi probali. Kaj? Če bomo lahko tudi mi probali tako A povedati. počivati? Ja. Ne vem. Ja, raj si prinesel spalko, pa narediš Ne, sem jaz bi rada probala plezati po tej vrvi. Boste sprobali, če boste, najprej boste vrv takole napeli, pa boste pa sprobali. Sprav, morate si tudi te voze zapomniti. A prav? Prav. Najlažje, da vam nekdo naredi, a ne? Ja. Pa da je pa sam za, a ne? Jaz pa hočem, da imate vi izkušnjo, da vidite, da je to malo zapleteno, da ni čisto tako enostavno, a ne? Nisem mogoče metati. Ampak če jaz znam z zavezanimi očmi, zakaj vi ne bi znali z odvezanimi, a drži? Ja. A? Ni spet tako težko, ali je? Ja. Je? Ni. Je. Ok, ko odhajam, recimo, da moramo hitro iti, potegnem za to vrv, jaz pulim ven, z tele zanke, ja? Ne morem verjeti. Potegnemo zanko in se, kaj zgodi? Odveže se. Odveže, takoj. Potegnemo to čez. Razvozlamo, kaj? Zalomimo vedno tole alpinsko zanko, Ja. potisnemo noter. Deva rešena. Ja, je? Aha. In samo še tega, ki smo pa tudi rekli, je tudi zelo hiter odvezan, ja? Ste videli? Da sem rabo minuto? Ne. Nisem. Minuto bom rabo še za zvit. Pravi, dva raztežaja, vrv gre na tisti strani, kjer gre dol, morate pol tudi nazaj. Stegnete levo roko, tam, kjer gre dol, gre tudi nazaj. Tako, ko stegnete roko ven, a ne, mora to biti, opale, sem pa nekaj narobe naredil. Ne, sem raztegan. A? Ni v redu. Je v redu. A? Evo, zdaj sem na pol tako. Ne, ni v redu. Čakaj, no, nisem zadovoljen, a lahko. Ok. En raztežaj, dva, okrog vratu, stegnemo roko. Dol gre naravnost, po strani nazaj. Naravnost dol, po strani nazaj. Dol, po strani nazaj, naravnost dol, nazaj. Opa, tako je. Približno. Zdaj, ko dam takole roke, vidite, Ja. tako mora biti. Nič ne sme biti vmes povezano. Takole. Poiščem te dve vrvi, ki visita dol. Jih ovijem trikrat okrog tehle vrvi proti moji roki navzgor. In poiščem tele zanke, vtaknem te dve vrvice čez, naredim še eno zanko, jo poveznem čez te zanke in zategnem. In to lahko date pol v pralni stroj za en teden in ne bo šel nikamor. Potem si ruknete to lepo čez hrbet, prekrižate spredi
prekrižate zadaj in si zavežete spredi kaj? Moški. Moški ali pa mašnico ali pa kar hočete zaradi mene. Ja? In vse, kar vam štali, si lepo zataknete v zapas, kakorkoli, da greste lahko čez grmovje, da vam ne bo nagajalo. Je v redu? Ja. Spravljeno? Ja. Urejeno? Ja. No, zdaj pa se koncu glasu, sem pa nazaj. Kako se vam je zdel? Nič aplavza, hvala. Kje si? Jonas. Ne. Urban. Jonas je pa tle. Ja, sorry. Učitelj, ali ne boste dal vrv, da lahko še sami probamo to narediti? Seveda. Počakaj. Zdaj se je gliza. Poskus, dvign, A jaz? evo ga. To. Ampak je došli. Ja, hvala upori, ne? Ajde, Mira, še ti. Težko ima priložnost. Pa da vija luknjo od krater. Čakaj, Ajde, kdo bo naslednji? Ajde. Prepustimo otrokom, da ne Dajmo. brijemo bogih dreves. Ajde, pejdi. Matjaž. Njem se mi je. Ajde. Sedi se, koniček. Rokce gor. Sam? Ok, bo šel sam. Čak te bom jaz pustil. Evo še malo skr sece. Se vpraša. Sece. Drži se. Grejo nazaj. In gremo. Ok. Še nazaj, rokce gor. Ok, super. Kar počasi, počasi. Tako. Pošlo? Zdaj gor se primi, prosim. Greva nazaj. Ko imaš ti kil? Jaz. A, ti imaš ti imaš okrog 30. To smo do tam nekje. Ti imaš 32. Ne, ne. Odlično, evo ga. Samo 28. Ne fair. Si? Kar počasi, da ne bo kaj zapelo kam. Evo, tako. Še naša kolegica. Zaradi katere smo naredili to, ne? Ta part se bo zlomil, se enkrat... Pod majči se bo zlomila, ja. Ja, sigurno, kaj ti je čuti? Ja. Rokce Ne, gor, že majče. tako un fant je skoraj imel Tako. 50 kil, pa je šel gor, ne. Oba, 3, 4, gremo prva. Zdaj. hitrejši. Zdaj, drži se. Gremo tekmovati. Nogi se gor. In nazaj. Ni var, prej je štartala. Haha, ni fair. Petka. Ok. Kakšna je voda? Ne rabiš, tako daš pa ti v senčko. A, topla? A ste že malo zamulili, drugače pa kar čista bila, a ne preden ste prišli noter. A se vidi, lej. Sej bo, sej bo. Ali tudi gremo noter. Če voda čista. Kaj smo ujeli pa pokazali, fantje? Kaj smo pokazali? Raka smo pokazali, ne? Pa školjke. Evo, tukaj je. Evo školjka, rečna školjka. Tukaj Tako, še ena, evo. Tukaj, to je za To so se fantje odločili, da bo vaba za ribe. Ja, da bi ujel bi ribo, sam jo Se boste ujeli ribo, seveda jo boste. Če daš tako potino. Ne bo prišlo, ne boš tako ujel. Kaj pa nima noben laksa, pa noter pa že pa bodo ribe pojeli. Niso tako smotane ribe, veš. Bo treba kar trnk ali pa malo več izkušenj, veš, da jih na roke ujameš. Pejte v senčko raši tjale. Tukaj je boljš. Kako se razkazuje? Kujen pal. Ale to je samica je prišla.
Samica. A ni to samica? Tam gor. Da ja, tam je samica. Tam gor je samica. Mogoče tako je. Tam je žaba. Tam je noter žaba. Kje jo vidiš? Oba res tukaj. Tamle je. Tukaj ven, iz te strani morate. Še na vid. Res, ja. Sam glava ima ven. Aha, jo vidim, ja. Leti kači pristel. Zabiča. Glavica. To skorko, ki je ta zabiča prej jedra, dokler je jo ta pregnal. Kurtica. Jaz sem šel školko iskati. To je meso od školke, sem to. Ribe jedo školjke. Prav je to fantastična vaba. Pojedina. Pojeda, ja. In jaz sem dal to v svojo flaško. Čak, probaj to stvar odpreti. Jaz sem prenki si to oprl, kaj? Ne, udaril sem. To ni... Te gor sem udaril. A je to drek? A je to drek? Ne, si smo čuli zdaj. Evo, klešča so spet ven. Začel bo zdaj le vohati školjko. A vidite, klešča spet ven. Ej, dajte to pol to. Čakaj, da ima nekdo potisnil noter slučajno. Evo ga. Evo ga majstra. Poglej, koliko je velik. Očitno je lahko nož, da ga zapičam. Čakaj, pa zakaj ga boš zapičil? Ali pa da ga nekako ujamemo. Dej, no. Ja, da iz tega. Nekako ga ujamemo. Čakaj, no. Pusti ga pri miru, no. Najprej ga malo opazujemo, na koncu ga pojem. Stopke gor. Ja, pa glih čakal vas bo, a ne? Daj eno palčko. Pejte dol oba. Pejte dol, da pride on do se umiri. Matjaž, pej dol, Matjaž. Pej dol. Kam rinete zdaj? Zdaj dol, Matjaž. Ja, pej pa. Jaz ne moram. Ajde, daj mi eno palčko, da to vabo k njemu porinem. Ne, se bo prišel sama, se makneš lahko. Samo maknite se. Jaz sem ne morem, če se Ko ima velike klešče. Evo ga. A že vam prišel? Ne premika, dela svojo potezo. 2 sta učitelj, lejte, če tam avga. Lejte, če tam avga tukaj le. A ga vidite? Tukaj, lejte. Res. Ja. Taj tam mal. Aha, pa res, ja. Ta velik gre ven. Spet se je premaknil. Ta tam mal tudi. Očitno ta velik namerava napasti. Pejdi stran, kaj te vidi, veš? Oni vidijo, niso slepi. Wow, ko velik krešče ima un. Ja, res je ogromen. Rad bi ga posnel, da pride cel ven. Ne vem, če bomo imeli dosti veliko plastinko za vodo, da bo preživel do ognja. Te klešče. Zdaj pridi ven, najde klepotec. Klen. Ja, smo ga videli. Dej nazaj roko. Ta stoji. Glej, še 1, 2 sta prišla. 3 so. Ja. Ja. Kaj te velik prihaj ven. Te velik. Ja, ta velik. Evo ga, zdaj bo pa borba. Borba bo. 2 ta mala. Vidiš? 2 ta mala in ta. Evo, vidiš? Ta malo je šel na hrano. Ja, ta malo jo bo zdaj vzel. Krešen. Zdaj se 3 fajtajo. Ta velik se je umaknil. Umaknite se, vid vas, veš? Ja, pet nazaj. Vse učitelj se nima, bomo pet nazaj. Vsi nazaj, razen učiteljega telefona. Ko bomo lahko potem pogledali posnetek. Lahko. Zdaj se 3 proba. Za hrano, a veš.
Te ve, kako so oni planili na vabo? A? Sem povedal, kaj je vaba dobra, ne? A, pa res. Tukaj v sredini. Ja, zdaj bomo naredili še diamante kokoli. Da bomo naredili takoga. Mi boš pomagala, Maja? Ful, dober. Ma sem izpalila. Čakaj, evo. Ja, pusti ga, daj ga pusti, čak, da ga probamo še posneti. Kaj je odščipno unmo, to malo mu kleščo sem slišal. Ne vem, nisem. Lej. A napada? Palco? A grize v palco? Ne, uščipa. Sej, ščipe. Ne ga draži zdaj, pusti ga, da pride ven. Ej, pusti ga, ne ga draži. Pedi stran, da vidimo, če bo prišel po školjko. Prav? Ja. Pet gor. Gremo, pripravi se za odhod, veš? Bomo šli. Pet gor, pet hrajš tega točka, kaj strašiš. Lega. Fanta. Ogromen rak. Kaj delamo danes, Aurora? Ja, danes delamo hrenovke s testo, tam jih pečejo. Jaz sem zdaj na svojo drugo bom zdaj. Stvarjamo Afriko. In kakšno Mentorce si spekle, dobite drugo, prav? hrenovko si spekla, si zadovoljna? Je bila dobra? Ja, bilo je ful dobro. Ja, odlično. Kaži. Wow. No, Jura, se boš probal. Pazi, vroča je še, veš? Ali ne? On je že na... Perfektno. Evo ga, Masterchef. Gremo pogledat. Si spekel svojo? Osta te je piča in kakšni so občutki? Kaži, kaj ti je pa naredil, kaj je naredil Laris? Povej v kamero. Vzel je raždje, Aha, žerjavco? Žerjavco, ja? blizu, ampak da se ni dotaknil in bom ne bo boljši. In te še boli? Ja. Ampak malo manj, ne? Je pomagalo, zato ker če damo toplo zraven oziroma gor na, če te piče osa pa čebela, ful pomaga. Super. Jam pogledati še druge. Jaz pa klesem služki. Kako vam gre hrenovko peki? Ja? Wow, kakšne lepe hrenovke v testu. Meni se je hrenovka začela topiti. Kaj si ti začela topiti? Počasi. Dej malo bolj tja nad ogenj, veš moraš dati, Nikola, nad ogenj moraš dati, tako, ampak ne v žerjavcu in počasi vrti, ker malo bolj se zagrebi. Kaj si? Služabnik, komu pečeš? Je pol ti bo mogel zmasirati roke, ker boš imel muskel fiber. Tako se ti hrasti. Še vedno boljške, da me še ne bolj.